Dobro večer, prav lep pozdrav. Me veseli, da smo se ponovno srečali na tem kulturnem, tradicionalnem, lahko rečem, dogodku. Začeli bomo pa današnje predavanje z našim tradicionalnim predavateljem Milošem. Se ga vsi po moje poznajo, pa vendarle ne. Zgodovinar, predavatelj tudi na Tretji življenjski univerzi, velik ljubitelj zgodovine, ima lepo slovensko besedo, zna na pravi način interpretirati. Koroškim naglasom. Ja, kakšen koroški samostalnik bo pa videl vmes, ne. Tako da, izvoli, Miloš. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Vernik. Ja, jaz sem tudi vesel, da je poletje minilo, da smo prišli spet v festivalno dvorano. Velika zahvala seveda društvu, Muzejskemu društvu, Zavodu za kulturo, Bledu kot takemu in predvsem vam, da pridno, zdaj že tradicionalno hodite na ta predavanja. Jaz moram reči, da vedno sam z veseljem pridem k vam. Tudi zato, konec koncev, ker stojim na enem odru, kjer včasih stojijo predsedniki vlad, a ne. Pa nisem prepričan, da imajo tako dobro publiko, kot jo imam jaz, a ne. Tako da, čisto malo za moj ego je to zelo tako, taka lepa stvar. Tako da, hvala, ker ste prišli. Kot veste, pred nami je zdaj cikel 6 predavanj o Bourbonih. Torej, ne kar tako o vseh Bourbonih, namreč potem bi lahko tule leta in leta sedeli. Boste kmalu razumeli, kaj mislim s tem leta in leta, ampak seveda o francoskih Bourbonih, ki so v Franciji vladali približno 250 let z malimi prekinitvami. Zakaj Bourboni? Kaj pravzaprav Bourboni, torej francoski kralji in kraljice, nam Slovencem povedo? Poglejte, ponavadi se stvari začnejo na začetku. Mi jih bomo začeli na koncu. Začeli jih bomo, kot vidite, 11. novembra leta 1836 se je v Gorici odvil en nenavaden dogodek. Skozi mesto se je iz vile grofa Koroninja vil pogreben spremod do stolnice na Glavnem trgu in potem seveda do samostana na Griču z imenom Kostanjevica in tam se je pogreb zaključil. Goriški škof je vodil ta obred, ki je bil nenavaden. Namreč za krsto, pravzaprav 2 krstama, eno položeno v drugo, so hodili ljudje, ki več kot očitno niso bili ne Goričani, ne Furlani, še manj Slovenci. Torej, kdo so bili ti ljudje? Koga so peljali k zadnjemu počitku? Poglejte, v tistih 2 krstah je počival Karl X., še danes tam počiva v tistih 2 krstah, zadnji kronani kralj Francije. Velikokrat boste slišali, brali napačne besede. Namreč Karel ni bil francoski kralj, pač pa je bil kralj Francije. Morda se zdi komu to nepomembno, razlika je pa ogromna. In morda seveda ste tudi slišali, zadnji kralj ali pa zadnji francoski kralj je pokopan pri nas. Drži, ampak to ni bil Karel. Karel je doživel marsikaj v svojem življenju, verjetno je bil več na begu kot pa doma v Franciji, za kar je bil v glavnem sam kriv, ampak o tem bomo v zadnjem
predavanju kako besedo seveda spregovorili. Bolj pomembno je bilo nekaj drugega. Karla so peljali k počitku v tujini, ne doma v Franciji, ne morda v cesarski prestolnici na Dunaju, ali pa, kot so nekateri predlagali, v Neaplju, kjer so vladali njegovi sorodniki, neapeljski Bourboni. Morda nekdaj v prihodnosti še o njih kaj spregovorimo. V vsakem primeru je pomembno nekaj. Ko so pogrebci ti dve krsti pripeljali, leseno in svinčeno, na Kostanjevico, so vse skupaj položili v sarkofag. Tale sarkofag C, torej šahelj, in pa X, rimska številka za 10. In poglejte, preden da so v ta več kot 2 toni težek sarkofag položili krsto, se je en zelo, zelo ganljiv dogodek odvil. Namreč pogrebci, večinoma so bili to pripadniki visokega francoskega plemstva, ki so skupaj z kraljem zbežali leta 1830 iz Francije, so se zvrstili okrog še praznega sarkofaga in not stresli vrečke z zemljo. Vsak je imel tako majhno vrečkico, tako pompaduro, če se, bom rekel, z izrazim, ki ga bomo še slišali, tekom predavanj. In tako so Karla položili k zadnjemu počitku v današnji Sloveniji na francosko zemljo. In še danes tako počiva. Četudi je Republika Francija večkrat skušala prepričati jugoslovanske, pa tudi slovenske oblasti, da bi jim Karla vrnili. Namreč Karl ni sam pokopan, to gotovo veste. Tu sta še njegov sin in pa njegov vnuk. In poglejte, ta dva sta zadnja kralja. Namreč, čeprav sta vsak vladala po nekaj ur, vnuk Henrik V, celo cel dan, sta vendarle ona dva zadnja. Zadnja Bourbona, francoska Bourbona, in Henrik V je tudi zadnji francoski monarh. Od takrat naprej Francija nima več monarhije, niti slučajno ne. In Henrik V je bil tisti, ki je seveda zaključil to dolgo, dolgo linijo, pravzaprav 1500 let. In boste videli, kmalu vam bom pokazal rodbinsko deblo Kapetinške dinastije in daleč, daleč nazaj to sega. In usoda je hotela, da se ta veličastna dinastija v svoji glavni liniji na koncu zaključi na naših tleh. In to je seveda, tako se mi zdi, dovoljšen razlog, da se tej družini, tej dinastiji posvetimo. Konec koncev moram reči, da je, mislim, da je bil prior samostana na Kostanjevici rekel ene zelo pomenljive besede. Je rekel, v Sloveniji je pokopanih kar nekaj kraljev z veliko začetnico. Ampak samo tile naši tule so pa z malo začetnico. In seveda ni iz trte izvita seveda fraza, da imamo mali Saint-Denis, torej bazilika Saint-Denis, severno od Pariza, grobnica francoskih kraljev. In to je seveda tisto, zaradi česa se bomo mi zdaj na 6 predavanjih pogovarjali o Bourbonih. Začeli bomo na začetku z prvim kraljem iz dinastije Bourbonov, to je bil Henrik IV. Mogoče ga bolj poznate po še enem izrazu, torej Henrik Navarski. Gre za, boste videli, sila zanimivo osebo. Vsak od Bourbonov je bil zanimiva oseba. Mi bi lahko ogromno več povedali, kot bomo, ampak vendarle bo zadost. Danes
bomo pogledali, kako so sploh Bourboni prišli na oblast. Poglejte, tukaj le vidite mogočno, veličastno dinastijo Kapetingov, najpomembnejšo vladarsko dinastijo v zgodovini Evrope. Ja, Habsburžani niso bili to. Namreč, če pogledamo, gledajte, tule zgoraj imamo prvega kralja iz te dinastije, Hugo Capet, leta 987 je postal kralj. In potem imamo številne hiše, ki rastejo ven, to je res drevo. In ti Kapetingi so vladali na Madžarskem, na Hrvaškem, v Neaplju, na Siciliji, v Braziliji, ja, tudi v Braziliji, v Španiji, še danes. In seveda glavna veja je šla tako dol. Glavna veja je vladala Franciji. In ta glavna veja je imela 3 poganke. Najmlajši je seveda poganek Bourbonov, ki v podobi Henrika IV. Pride na francoski prestol leta 1589. Takrat Henrik Navarski postane Henrik IV. Kralj Francije in posledično seveda dobi Francija še en kapetinški poganek. Kot sem rekel, zadnji, Henrik V., vidite tukaj, ta je zadnji iz glavne bourbonske linije. Pri nas smo rekli počiva. Torej vidimo Karla X., potem njegovega sina Ludvika 19. in pa Henrika V. Ti 3 so pokopani pri nas. Ampak, ko je Henrik V. umrl, to ne pomeni konec Bourbonov. Kje pa? Danes imamo še kar nekaj vej. Najbolj slavna seveda je španska, ki seveda gre že precej prej proč, torej tukajle od Ludvika XIV., od njegovega sina, potem imamo neapeljske, parmske Bourbone, kdaj drugič o njih, in pa seveda orleansko hišo, o kateri bomo tudi tu pa tam kaj spregovorili. Torej, sama podoba je, da pravzaprav v Evropi skoraj ni bilo države, kjer Kapetingi ne bi vladali, in od vseh Kapetingov so najbolj slavni, najbolj razvpiti, najbolj pomembni ravno Bourboni, torej bourbonska dinastija. Tukajle lahko vidite tudi francoski grb. Pogosto delamo napako in rečemo bourbonske lilije. Ne. Bourbonska je lahko vanilija, ne pa lilija. Bourbonska je lahko vrtnica, ne pa lilija. Lilija je pa francoska. Torej, francoske lilije in bourbonske vrtnice se grejo lepo skupaj. Bourbonske vrtnice so pri nas doma. Tukajle pa lahko vidimo grb kralja Henrika IV. Poglejte, Henrik je bil preden, da je postal kralj Francije, že kralj Navare. In desni grb, ki ga vidite, je seveda grb Navare, levi grb Francije. Oba dva stara, zanimiva. Navara je ozemlje, danes bimo mi z najbolj enostavnim izrazom rekli Baskija, ki je bila vedno kamen spotike v odnosih med Španijo in pa Francijo. In seveda danes je del stare Navare v Španiji, kjer tudi ima še vedno ta naziv, torej Navara oziroma celo kraljestvo Navara, in pa v Franciji, kjer pravimo temu francoski del Baskije. Torej, kako je prišlo seveda, da sta se obe kraljevini združili, bomo tudi danes povedali. Torej, tukaj pa lahko vidite, kakšen je bil francoski grb, odkar je Henrik postal kralj Francije. Torej, krasna zadeva, v bistvu preprosta,
gremo nazaj, torej lilije, pa potem navarske verige in pa spodaj, tu lahko vidite, sloviti viteški red Svetega Duha. Zakaj sloviti? Zaradi tega, ker je ta viteški red dal eno ime, ki ga vi poznate v kulinariki. Namreč ta viteški red je visel na krasnem modrem traku, po francosko cordon bleu. Zdaj se vam najbrž sanja, o čem govorimo, enem kar fajnem zrezku. Glejte, drugi cikel predavanj, potem v novembru bomo začeli z Ludvikom 15. On je imel, vsi veste, slovito ljubico Madame Pompadour, ki je imela tako dobrega kuharja in ko je kralju, ki je rad jedel, naredil ta zrezek, je dobil najvišje državno odlikovanje. In zrezek se seveda po tem modrem traku še danes tako imenuje. Iz francoskega grba na naše mize. Torej, zdaj pa seveda pridimo k sami zgodbi Henrikovi. Henrik je imel mamo, to je bila Ivana Navarska, kraljica Navare, zelo odločna ženska, ki je fanta znala pravilno vzgajati. Tako da je bil močan, odločen, zelo, zelo prebrisan moški. Je pa bila ona, in to je zelo pomembno, kraljica Navare. Poročena je bila pa seveda s temle gospodom, Antonom Bourbonskim, torej članom francoske kraljeve družine, ki je bil en tak božji volek. Lahko bi rekli, da njegov sin ni skoraj nič podedoval po očetu in skoraj vse po mami. Hvala Bogu, dobro za Francijo. Treba je pa povedati seveda nekaj, da je ravno seveda to dejstvo, da je bil Henrik vendarle sin Antona Bourbonskega, pomenilo, da je blizu francoskega prestola. In to je seveda ključno, ker brez tega dejstva bi seveda Henrik verjetno nikoli ne sedel na prestolu Francije. Torej, v Puiju ob Pirenejih v južni Franciji imamo krasen grad. V tem gradu je tale spalnica z posteljo in tu naj bi se rodil bodoči kralj Francije, torej Henrik IV. Njegovo rojstvo je povezano z eno zanimivo zgodbo. Namreč, ko so seveda ugotovili, da je fant prišel ven, je prišel prehitro. Torej, ni bilo še zibke pripravljene. In potem so našli tam v kapeli eno pripravno stvar, to je tale želvijev klep, ki tule visi, in so ga dali pač tam not. In bomo rekli prve brce, bomo rekli prvo jokanje je seveda Henrik opravil v tej slavni želvji lupini in mislim, da noben drug kralj pred njim ali pa za njim, saj francoski kralji ni tako nenavadnega dogodka že ob rojstvu doživel. Kakšen je bil Henrik kot otrok? Poglejte, tukaj imate eno njegovo sliko, ki ne pove nič. Gre za reprezentančni portret, kakršnih v tem času imamo veliko. Vidite ga kot seveda plemiča, po modi oblečenega. Treba je povedati, da je Henrik seveda zelo, zelo nenavadno otroštvo imel. Bil je razpet med Navaro, domom matere, in Francijo, torej Parizom, predvsem domom svojega očeta. Če je bil na dvoru seveda deležen neke formalne vzgoje, neke etike, nekega protokola,
je bilo v Navarri vse drugače. Tam se je podil z otrocmi, tam se je rausal, tepel, pravijo, da se je neštetokrat valjal po tleh, se pretepal, pač med otrocmi ni bilo razlika, ali si ti bil Pekov sin ali pa sin kraljice, ravno tako si jih lahko dobil lepo med pretepom in Henrik je dobil zadostno število batin, in je zrastel v zdravega, močnega, fizično zelo močnega fanta, ki je bil bolj kmet kot pa kralj. Torej, vsi so trdili, da če kaj, je Henrik menda smrdel kot kozel. Ves čas. Kljub temu, da seveda vode ni manjkalo na dvoru, da ne rečem parfumov, ampak Henriku je bilo čisto vseeno. Zanj to ni igralo nobenega pomena in očitno, in to je seveda ključno pri vsej njegovi zgodbi, Henrika, taka Henrikova podoba, ni motila žensk. Namreč, zdaj pa pridemo seveda do tega, ko bomo govorili o francoskih kraljih, bomo ugotovili, da jih je velika večina bila zelo poskočnih. Torej, število ljubic se tu meri v stotinah, ne desetinah, in Henrik je bil, bom rekel, vreden začetek te zgodbe. Torej, vsekakor sodi med najbolj nezveste vladarje vseh časov in njegov vnuk, Ludvik XIV, pa potem seveda v 18. stoletju Ludvik XV, sta nadaljevala to, bomo rekli, slavno tradicijo. Tudi prej omenjen Karl X je bil vreden naslednik te tradicije. Niso bili vsi kralji taki, danes teden bomo videli, da Ludvik XIII ni imel nobene ljubice, ampak seveda izjeme potrjujejo pravilo. Vsekakor Henrik počasi raste in se zaveda, kaj bo njegova naloga. Namreč nekaj je bilo popolnoma jasno. Navara je premajhna za takega človeka. Henrik je ne samo, da je znal se tepst, ne samo, da je znal ženske osvajati, pač pa je bil tudi odličen taktik, kar se vojske tiče. Namreč je treba nekaj povedati. Francija je v množici proizvajala kralje, ki so bili odlični podporniki umetnikov, veliki ljubimci, na bojnem polju pa tako. In še nekaj, ponavadi se niso spoznali na finance. Henrik se je spoznal na vse in to res spoznal. Torej, treba je povedati, da je seveda njegova vlada resnično ena najboljših v Franciji bila. In seveda Henrik, ki sicer je bil tako, bomo rekli, precej neobrzdan, je bil vendarle zelo, zelo dober opazovalec. In ugotovil je, to, kar se je seveda šušljalo na dvoru, da seveda aktualna francoska vladarska hiša Valois ni tako zelo trdno v sedlu. Da se znotraj te vladarske hiše dogajajo stvari, ki lahko seveda vodijo tudi v njen propad. Takrat se je to seveda samo šušljalo, ampak videli bomo, pot do prestola se je začela že zelo zgodaj in Henrik se je zavedal, da je to nekaj, kar mu je na dosegu roke. Poglejte, Henrikov prihod v Pariz sovpada z vladavino kralja Karla IX. Karl IX je bil šibak, fizično in duhovno, ni pa bil slab človek. Ampak kaj to pomaga? Njegova oblast je temeljila na zelo trhlih nogah in seveda Karl hitro postane figura v rokah mogočnih sil,
ki so stale za prestolom. To je seveda v prvi vrsti bila njegova mati, kraljica Katarina Medičejska. Tukaj jo vidimo. Tukaj vidimo Henrika Navarskega, vmes pa seveda Henrikova žena in Katarinina hčerka Margareta oziroma kraljica Margot, kot jo gotovo poznate. To je ena krasna tapiserija, ki je nastala v čast njune poroke, torej Henrika Navarskega in pa Margarete Valois, danes jo hranijo v Ufficih. Katarina Medičejska je prišla iz Firenc, in je seveda potem žlahti te tapiserije poslala. So videli, kako se je njena hči poročila dobro. Kakorkoli, Margareta, tukaj vidimo njeno krasno risbo, je bila, če smemo tako reči, vredna svojega soproga. Oba dva sta bila z enim izrazom podivjana. Torej, Henrik je bil notorično nezvest, Margareta pa še malo bolj. In zakon je bil milo rečeno turbulenten. En drugega sta skušala spraviti na drugi svet, na koncu sta se pa mirno ločila in zanimivo, Margareta je celo preživela svojega soproga in zelo žalovala, ko je pač umrl. Seveda, do tja moramo še priti. Margareta se ni želela poročiti s Henrikom, ampak njena mama, Katarina, je rekla, s tem se boš poročila, morda je pa on bodoči kralj, če tvoji bratje ne uspejo narediti moškega potomca. In tako se je tudi zgodilo. Torej, Katarina Medičejska je imela 4 sinove z svojim možem Henrikom II. Nihče, prav nihče od teh 4 ni uspel poskrbeti za naraščaj, moški naraščaj. Namreč tu seveda se moramo nečesa zavedati. V vsej Evropi je bila prav Francija tista, ki seveda je imela zelo jasno pravno določilo, da lahko na prestolu sedi samo moški. In rekli so, preslica in žezlo ne gresta skupaj. Torej, ženska naj bo za strojem, naj prede volno, dela obleko, vladajo pa naj moški. To ne pomeni, da ženske niso imele veliko vlogo v politiki, ravno pri Bourbonih so imele kot kraljice matere, včasih celo kot soproge, ampak formalno v Franciji nikoli ne vlada kraljica. Pa da ne boste mislili, demokratična francoska republika tako zelo to tradicijo spoštuje, da Francija tudi predsednice še ni imela. Tako da v tem pogledu vidimo krona gol, krona dol, tradicija pa tradicija. In tako seveda je Margareta pozneje postala kraljica Navare, poročena, kraljica soproga. Ste rekli, kaj pa Ivana, Henrikova mama, ona je pa bila kraljica. Ja, ampak Navara ni sodila pod francosko kraljestvo. Navara je sodila pod špansko območje in tam so seveda imeli tradicionalno kraljice, samo na veliko Izabelo se spomnimo. Torej, zakon je bil seveda sklenjen tako pod prisilo, pa vendarle zelo, zelo zanimiv. Zdaj, tukajle lahko vidimo še eno pomembno figuro, torej Margojinega oziroma Margaretinega brata, tukajle, še enega Henrika, ki mu je bilo dano, da bo postal Henrik III., torej zadnji kralj Francije iz dinastije Valois. Do tega seveda pridemo. Poglejte, tukajle imamo eno zanimivo sliko. Ne vemo, a je zgodba resnična ali ne.
Ko so se v Parizu zbrali za poroko, je Ivana, Henrikova mama, kraljica Navare, nekako ugotovila, da pa rabi za k poroki pa nove rokavice. Ni poznala Pariza, rekla je svoji bodoči sotašči, torej Katerini Medičejski, če ji lahko kaj svetuje, no, rekla, ja, pojdi temu gospodu, bil je nek Ruggero, Italijan, on ti bi dal krasne nove rokavice. In tukaj lahko vidimo, kako Ivana izbira rokavice. Ivana je potem te rokavice dala gor in kmalu zatem umrla. Ali je ta zgodba čist zares tak bila ali ne, ne vemo. Dejstvo je, da je umrla, in dejstvo je seveda, da so ta umor pripisali Katerini Medičejski, ki je bila sploh znana potem, da je imela polno raznih poti in veliko domišljije, kako se odkrižati svojih nasprotnikov. A je res Ivana bila med njenimi žrtvami, verjetno ne bomo nikoli vedeli. Dejstvo je bilo, da je umrla in da je to seveda stvari zelo, zelo zapletlo. To je bil začetek pravzaprav zapleta. Namreč kaj sledi? Šentjernejska noč. Torej, ko se je poroka seveda odvila, po, mi bi rekli, ohceti v Parizu pride do pokola hugenotov, protestantov. Namreč Ivana in njen Henrik sta bila protestanta. Jug Francije je bil tedaj protestantski, danes ni več. In tu pride seveda do pokola, ki so ga ukazali katoličani. Zdaj, a je Katarina Medičejska tu igrala vodilno vlogo ali ne, ne vemo. Zgodovina jo tako prikazuje. Tukajle jo lahko vidite, kako pride ven iz Louvra in seveda gleda te kupe mrtvih hugenotov. Henrik je ušel tej usodi. Moral se je spreobrniti, torej postati katoličan, in potem so ga pustili nekaj časa pri miru v hišnem priporu, dokler ne zbeži, se umakne nazaj na jug v svojo Navaro. Pa zatem tudi njegova žena pride zadaj in zdaj se Henrik seveda nazaj spreobrne v protestantsko, torej hugenotsko vero. S tem je seveda Francija bila v nezavidljivem položaju. V tem času je dobila novega kralja, torej Henrika III. Karl IX. Umre, ne vemo, ali je bil bolan, ali je bil zastrupljen, vseeno. Dejstvo je, novi kralj sede na prestol. Vidite, da je bil Henrik III. Izredno lep moški, tudi dejansko, tudi sicer so mu bili bolj všeč moški kot ženske, ampak je bil poročen, trudil se je narediti otroka, ampak dlje kot do ene hčerke ni prišel. In to je bila seveda velika tragedija. Od vseh sinov Katarine Medičejske je bil Henrik III. Najbolj sposoben, najbolj zvit in mu je uspelo ribariti med Scilo in Karibdo, torej med katoličani in protestanti, celih 15 let, torej vse do smrti, nasilne smrti, kot bomo videli. No, tukaj le vidite grad v Neraku, tu sta živela nekaj časa Henrik in pa njegova Margot, dokler se seveda Henrik vendarle ni naveličal tega, da ga žena vsake tolikrat skuša spraviti na uni svet, pa predvsem, da je moral financirati številne njene ljubimce in enostavno zaprl ta grad, sam pa seveda odšel živeti drugam. In tule je Margareta živela, mislim, kar nekaj let, 10 ali pa morda še več, čisto, kot se je spodobilo kraljici Navare, nikakor pa ne seveda svobodno. Ampak to seveda Henrika ni posebej zanimalo. Margareta je pa, bomo rekli, preživela vse to in bomo videli kasneje, se s Henrikom popotata. V tem obdobju, torej mi smo zdaj v 80 letih 16. stoletja, se seveda stvari v Franciji
zakomplicirajo do skrajnosti. In poglejte tukaj, imamo dogodek iz leta 1588, ko na pobudo kralja Henrika III. V gradu Blois oziroma na gradu Blois umorijo, zdaj bom pa še enega Henrika, očitno takrat niso imeli domišljije pri izbiri imen, vidite, kako leži tam, to je Henrik Giški, Henrik vojvoda Gis, najpomembnejši katoliški plemič v Franciji, ki je tudi sam nekje hlepel po prestolu. In ker se je Henrik III. Bal, da ga bodo tile Giški spravili ne samo v prestol, pač pa tudi ob življenje, je seveda organiziral zaroto in tega človeka dal odstraniti, dal ga je umoriti, in seveda to je vodilo v propad kralja samega. Namreč katoličani, fanatični katoličani, so zdaj v kralju Henriku III. Videli sovražnika vere in začeli so pripravljati atentat, do katerega je prišlo v roku enega leta. Henrik IV., zdaj še vedno Henrik Navarski, je v dani situaciji podprl svojega svaka. Vedel je, da ga katoličani kot taki ne bodo sprejeli, zato je raje rekel, se povežem z kraljem, in tako sta dva Henrika, tretji in kasnejši četrti, postala velika, velika prijatelja, zaveznika, morda oba dva pri tem imela svoje račune. Dejstvo pa je, da je bil Henrik v tem obdobju, torej leta 1588, zvest služabnik, če hočemo, zadnjemu kralju iz dinastije Valois. Skupaj sta se odločila, da bosta napadla Pariz, namreč Parižani so vmes seveda izgnali vlado, rekli so, takega kralja, ki je umoril katoliškega voditelja, pač ne maramo, če bi protestantskega, Parižani ne bi protestirali. In seveda zdaj sta oba, aktualni in bodoči kralj, bila pripravljena, da skupaj napadeta Pariz. Parižani so se seveda branili in vse skupaj se je zaključilo z umorom Henrika III. Torej vidite lepo grafiko. Jezuitski duhovnik Jacques Clement je zabodel Henrika III., ko je ta bival v današnjem pariškem predmestju Saint-Cloud, takrat je bila to vas, malo oddaljena od Pariza. Rana ni bila tako huda, da bi Henrik III. Takoj umrl, ampak vendarle mu ni bilo pomoči. Torej 3 dni je umiral, zadnji Valois, in izdihnil v naročju svojega naslednika. Namreč Henrik III. Je bil v teh zadnjih 3 dneh seveda priča enega zelo, zelo pomembnega dogajanja. Namreč treba se bilo odločiti, kdo bo Henrika III. Nasledil. Njegova hčerka ni prišla v poštev. Lahko bi seveda Henrik kakega od svojih daljnih sorodnikov imenoval, morda celo kakega tujega princa, ampak seveda, kot sem rekel, ne glede na vse, je bil Henrik III. Zelo moder vladar in je nekako ocenil, da pač je najbolje, da dobi Francija novo dinastijo, da to postane novi kralj njegov svak, Henrik Navarski, in tako kralj pri popolni zavesti podpiše oporoko in seveda s tem imenuje Henrika IV., Henrika Navarskega še vedno za bodočega kralja. In
zgodba se konča, da en kralj umre v naročju drugega. Torej, ena dinastija se zaključi in druga se seveda začne. Tukaj vidite meč, ki ga je Henrik IV. Uporabljal na paradah, ne seveda v bitkah, čeprav je bilo bitk ogromno. Namreč zdaj se seveda vse skupaj šele prav začne. Henrik je bil seveda formalno kralj, postane Henrik IV. Tukaj imate krasen doprstni kip tega vladarja. Lahko opazimo njegove značajske posebnosti. Vidite, da tako hudomušno gleda, zelo tako naravnost in seveda kljub temu, da je oblečen kot rimski vojskovodja, je vendarle zelo človek iz mesa in krvi. In to je seveda pokazal na neštetih priložnostih, še posebej v odnosu z ženskami. Torej, Henrik je kralj Francije in Navare. Ampak Francijo ima bolj na papirju kot zares. Namreč velika večina francoskih katoličanov temu nasprotuje. In predlagajo seveda različne domače in tuje velikaše, družina Guise, družina Lorenskih, ena od hčera španskega kralja, ki je bila po mamini liniji iz dinastije Valois, naj bi svojega moža poslala sem za novega kralja in tako naprej. Henrik seveda niti slučajno ni želel pustiti, da bi se mu prestol izmuznil in zdaj se začne obdobje vojne. Vojne, ki v bistvu traja 10 let, torej tako dolgo se je Henrik moral boriti z svojimi nasprotniki, da ga je cela Francija prepoznala za kralja. Tukaj ga lahko vidite kot boga Marsa, kar je čisto na nek način pravilno. Namreč Henrik je bil vojak in to izjemno dober vojak, ki je seveda točno vedel, kaj hoče. Henrik je imel omejena sredstva, tudi omejeno število vojakov, bil pa je seveda, mi bi rekli, ljudski človek. In ko je potoval preko Francije, je seveda ljudem dal jasno vedeti, da jim želi dobro. Bil je pripravljen se tudi z njimi usesti za mizo, pogovarjati, prihajal je na kmečke poroke, prihajal je v vasi, se pogovarjal z tudi najnižjimi in to počasi seveda gradi kraljev ugled. In Henrik velja za ljudskega kralja. In dejansko je bil. On se je veliko bolje počutil med, prostite, če tako rečem, smrdečimi kmeti, kot pa nadišavljenimi dvorjani. Tak je pač bil. Čeprav je vedel, da mora biti dvor, da morajo biti dvorne gospe in pa gospodje, ki so oblečeni v metre svile, z kile draguljev gor, to je bilo treba. Ampak Henrik je vedel, da prava Francija so Francozi, Francozinje. In to je tisto, kar je seveda mu v končni fazi zmago prineslo. Ne samo, da se je družil med ljudi, takrat, ko je bilo to potrebno. Ne. Henrik je dejansko skrbel za ljudi. Zdaj je bila vojna, je bilo težko, ampak bomo videli kasneje, je pa zelo mojstrsko vodil finance, imel je odličnega finančnega ministra in seveda zniževal davke. Težko, najdemo tako vlado, tudi z najboljšimi nameni, ampak Henrik je vse to zmogel. Bil je res neverjeten gospod. Torej, zdaj pa seveda nastopi še ena zelo pomembna stvar. Imamo kralja, ki je poročen z žensko, ki je neplodna in ki je v hišnem priporu, ker ga je hotela umoriti. Torej, je zdaj seveda prišlo do vprašanja, kako naprej. Namreč
Henrik je bil vendarle človek z mesa in krvi. In tako kot je Klemen umoril Henrika III., bi se lahko zgodilo, da bi kdo umoril tudi Henrika IV. In če ta seveda ne bi imel moških potomcev, ki bi ga nasledili, bi to seveda lahko Francijo v še hujšo državljansko vojno spravilo. In zdaj seveda imamo tukaj naenkrat Henrika kot zelo zaželjenega moža. Morate vedeti, da v tistem času bi se hitro dalo doseči ločitev od Margarete, konec koncev vsi so vedeli, da je neplodna, tolikrat je Henrika prevarala, da se je po vsej Evropi o tem govorilo, torej najti razlog za ločitev bi bilo. Ampak Henriku se preveč ni mudilo. Treba je povedati, da se je počutil varnega med svojimi vojaki, da se je seveda tudi zelo fajn obrnil, žena je bila zaprta, torej je bil fraj za razna dekleta brez obveznosti in seveda te ponudbe, ki so zdaj začele prihajati, mu niso bile najbolj povšeči. Ponujena je bila ta princesa, Izabela Klara Evgenija, hči španskega kralja in francoske princese, zelo izobražena ženska, zelo, zelo brihtna, odlična političarka, mecenka, ona je bila recimo glavna podpornica od Rubensa. In seveda problem je bil to, da bi ta poroka imela veliko pozitivnega, predvsem mir za Španijo, s tem tudi seveda za katoličani. Ampak Henrik bi mogel postati katoličan, kar mu pa ni dišalo. Hotel je ostati protestant. In še nekaj, verjetno je bilo in izkazalo se, da je to res, da Izabela Klara Evgenija ne more imeti otrok. In zato so jo črtali seznama. No, Henrik seveda, kot sem rekel, je večino časa na bojnem polju in postopoma, leto za letom, je vedno več Francije njegove. V bistvu, tista točka, ki ostaja neosvojena, je Pariz. Pariz takega kralja pač ni hotel imeti. So rekli, mi ga ne priznamo za kralja. In še nekaj, še ena stvar je bila problematična. Henrik ni bil okronan, namreč Henrika je lahko okronal samo kardinal nadškof Remsa, ki je bil čisto slučajno njegov stric, kardinal Bourbonski, ampak je rekel, niti slučajno ne bom protestanta kronal. Torej, sta tu dve pomembni oviri. Prestolnica ga ni hotela, pa krone ni imel na glavi, fizično gledano. In to je seveda precej omajalo njegovo legitimnost. Čeprav so ga ljudje vedno bolj sprejemali, imeli vedno rajši, bili prepričani, da je dober kralj, ampak tistih formalnih potrditev pa še ni imel. Potem pa seveda se zgodi tisto prelomno. Poglejte, leta 1599 je Henrik premagal Parižane v bitki pri Ivriju. Ivrij je danes del Pariza, takrat je bila to vas pred samim mestom in potem seveda nastopi ena zelo pomembna zgodba. Henrik bi lahko na čelo svoje vojske v Pariz ga zasedel in seveda si ga s tem podredil. Ampak Henrik je bil pameten. Vedel je, nikoli me ne bodo sprejeli, če bom s krvjo osvojil glavno mesto. In tako seveda Henrik pošlje v Pariz poslance, reče, kaj želite? Kaj želite? Lahko pridem na silo, ampak jaz bi rad po mirni poti prišel v Pariz. In Parižani so zelo jasno rekli, spreobrni se v katoliško vero. Henrik je to prespal in potem poklical katoliške duhovnike in menda izrekel slovite besede. Pariz je vreden maše. Torej bom šel k maši, se bom dal
zdaj že ta ne vem kolkič krstiti za katoličana in bom postal seveda katoličan. Tako je tudi bilo. Torej, Henrik sprejme teh nekaj kapljic vode, kot je on rekel, in seveda Parižani mu odprejo vrata. Tukaj vidite veličastno sliko, da si predstavljate, skoraj v naravni velikosti je tule gor, 7 metrov je v širino. Naslikal jo je Rubens in prikazuje zmagoslavni prihod Henrika IV. V Pariz. Slika je danes v Ufficih v Firencah, kamor so jo potem prodali v 18. stoletju. Torej, Henrik je imel skoraj vse. Torej, skoraj. Imel je glavno mesto, ni pa še imel krone na glavi in pa seveda ni še imel žene, ki bi mu rodila otroke. Ko je Henrik prišel v Pariz, je nekako v znamenje dobre volje iz zapora izpustil svojo ženo, Margareto. Začela sta se pogovarjati, pogajati in na koncu je Margareta sprejela ločitev. Vedela je, da ne bo otrok in seveda, da je Henrik rabi. In kaj seveda je bil rezultat tega dogovora? Henrik je bil seveda zdaj svoboden, lahko se je poročil s komorkoli je pač hotel. Margareta je pa ohranila naziv kraljice, vse dragulje in pa še zelo, zelo veliko apanažo in živela še daleč. Umrla je krepko že čez 80, še vedno menda zelo poskočna, torej seznam ljubimcev njenih se je zdaj nadaljeval, starejša je bila, mlajši so bili in Henrik je bil z njo v izredno dobrih odnosih. Bomo tudi še na sliki jo videli. No, tule še ena variacija te Rubensove slike in tukajle lahko vidimo Henrika, kako sprejme katoliško vero. Škof, v bistvu kardinala, ki ga je krstil, je seveda bil Medičejc, kasnejši papež Leon XI. In on je bil tudi tisti, ki je sodeloval pri kronanju. Torej, Henrika so z vsem rompom in pompom, ki je temu pripadal, kronali v katedrali v Remsu, eni najslavnejših gotskih katedral v Evropi. In tako je bil Henrik zdaj tudi v očeh Svete rimske cerkve, francoskega pobožnega ljudstva, kralj Francije. In zdaj ni bilo nikogar, ki bi seveda mu to oporekal. Roko na srce, zelo dolgo se je boril in je zdaj seveda skušal to, kar si je priboril, izkoristiti. V tem pogledu je se lotil popolne kulturne prenove Francije. Francija je bila kulturno in še kako drugače na tleh državljanske vojne in vse to. In Henrik je pravzaprav začel spominjati pokojne Katarine Medičejske, njenega vpliva na francosko kulturo in začel je na veliko graditi, recimo Louvre je spremenil, povečal, začel je uvažati ali pa vabiti tuje slikarje, Rubensa smo že omenili, potem imamo tule Pobursa, tudi Rubensovega učenca, ki je ta portret naslikal. Torej, Henrik je začel nastopati, kot se za kralja spodobi. To je bilo pomembno, vedel je, da mora, čeprav ni rad, raje je bil precej bolj preprost, ampak to je seveda pomembno vplivalo na stanje v Franciji. Torej, to je bil znak, da se Francija vrača v normalnost. Po drugi strani so pa taki portreti imeli še eno nalogo, namreč privabiti potencialno nevesto. Henrik je sicer slovel kot sila nezanesljiv soprog, ampak zdaj je bil kralj, bil je katoličan, dobil je žegen strani papeža, torej ni več zadržkov. In tako seveda Henrik
gre na lov za nevesto. Poleg Henrika je bil najpomembnejši človek v Franciji tale gospod, vojvoda Sully. Gre za protestanta, ki je bil finančni minister in se je seveda še kako dobro spoznal na finance. On je razporedil davke, tako da revni niso plačevali preveč, bogati pa ne premalo, in to je seveda hitro naletelo na široko odobravanje, jasno ne pri vseh, ne? In seveda predvsem visoko plemstvo, ki je bilo v glavnem katoliško, je Sullyju seveda to zamerilo. Ampak ker je imel popolno podporo kralja in tako je ostalo do kraljeve smrti, je bil Sully nedotakljiv. In Sully je zdaj začel graditi francoske finance, ki so bile v katastrofalnem stanju, ne. Vsako leto se je malo zboljšalo, vsako leto je bilo več pobrano strani davkov, gospodarstvo se je izboljšalo. Namreč Henrik je sicer postal katoličan, ampak v glavi je bil še vedno protestant, hugenot. In je rekel, ne bomo se borili z nikomer, ne bomo se vojskovali ne levo, ne desno, pač pa Francija mora trgovati. Samo na ta način bomo prišli iz te mizerije, v kateri smo. No, Henrik je včasih tudi bil jezen na svojega ministra. Zakaj? Namreč Sully je bil zelo trdo glav in je kralju večkrat diktiral, to moraš delati, če ne bo v redu. Henrik seveda si ni pustil, ampak vendarle, vedel je, da brez Sullyja ne more, vedel je, da Sully noče kralju nič slabega, torej ga je poslušal. In jasno, ga je poslušal tudi pri izbiri neveste. Sully je bil finančnik, torej najbrž ni težko ugotoviti, da je kralju rekel, poroči se z eno tako, da bomo imeli čim več koristi od tega. Torej, mora biti bogata nevesta. In našli so jo v Italiji, v Firencah. Bila je hči toskanskega velikega vojvode, Francesca, iz medičejske družine in seveda ime je bilo Marija Medičejska. Treba je povedati, da se je Henrik zgrozil. Rekel, še ena Medičejka na dvoru, a ni bilo že ta Katarine dovolj. Je rekel, ne, nočem. Ampak Sully je rekel, Toskana je bogata, veliki vojvoda ponuja ogromno doto. Seveda, za Medičejce, ki so bili še malo nazaj meščani, je bila potencialna poroka njihove hčerke z francoskim kraljem pač seveda nekaj zelo pomembnega. In nekaj morate vedeti, mi smo zdaj leta 1600. V tistem letu je bil dohodek toskanskega velikega vojvoda 7-krat večji od dohodka kralja Henrika. Toskana je velika kot Slovenija, Francija je za 25 Slovenij velika. Torej, neverjetna razlika in seveda Henrik je moral popustiti. Za blagor države in pa proračuna je seveda moral pokimati, poslal seveda svoje sle v Firence, kjer so seveda sklenili dogovor in skrinje zlata so se preselile v Pariz, v francosko državno blagajno. No, kasneje, ko je bil Henrik že mrtev, je Rubens naslikal veličastno serijo dogodkov iz življenja Marije Medičejske. Hudomušno so nekateri pripomnili in nekateri se tega še danes strinjajo, da je ta komplet, mislim, da je 22 slik, izjemen iz dveh razlogov. Prvič, ker je fantastična umetnina, najveličastnejše delo, ki ga je Rubens kdaj naredil. Na drugi strani pa pravijo, da je bil Rubens še večji genij ravno zaradi tega, ker je eno zelo dolgočasno kraljico predstavil kot nekaj izjemnega. In poglejte to sliko, kaj pravzaprav vidimo. Zgoraj na oblakih imamo Jupitra in Junono,
ki gledata tule, kako seveda Henrik dobi Marijin portret. Boginja modrosti mu svetuje, naj jo vzame. Spodaj pa seveda ta dva Amorja, poosebitev ljubezni, Henrikov oklep skrivata. Torej, ljubezen bo tista, ki bo Marsa, Henrika, prepričala, da naj se neha vojskovati, in seveda ta ljubezen bo prišla v podobi te toskanske princese. In zgoraj v nebesih so vsi srečni. Dejansko, če se pošalimo, je seveda Rubens tu veliko bolj zadev, kot je morda mislil. Namreč zakon med Henrikom in Marijo je bil tak kot med Jupitrom pa Junono, torej cela vrsta skokov čez plot, strani Henrika, seveda. Na drugi strani je bila pa Marija Medičejska podobno ljubosumna, kot pa seveda je bila Junona v antični mitologiji. Kakorkoli, Henrik je se sklenil poročiti, tukaj le vidite poroko v Firencah, torej levo je nevesta, desno je ženinov zastopnik, to je bil veliki vojvoda toskanski, Ferdinand, tedaj torej Marijin stric, ki je seveda v imenu ženina to poroko pač opravil. Namreč tako je bilo vedno navada, da se je princesa poročila že doma in je potem že kot kraljica formalno prišla v svojo deželo. Tukaj le vidimo spet Rubensa, torej Francija pozdravlja svojo, tule Francija in pa Marija, kako prihaja, in tu vidimo Neptuna, Nejade in druga morska božanstva, ki seveda medičejsko ladjo, se boste še spomnili tega grba iz časa naših predavanj o Medičejcih, torej pripelje v Marseja. Prihod v Marsej je naslov tega dela. Gremo malo nazaj. Torej, in tukaj le imamo prihod v Lyon. Torej, v Lyonu se srečata, Henrik pride z severa, Marija z juga, in tu vidimo zdaj to poroko v nebesih, Jupiter in Junona. Treba je bilo povedati, da je bil zakon katastrofa od začetka naprej. Marija niti približno ni bila lepa, bila je precej okrogla, bolj taka možača, po drugi strani je imela menda zelo tenak glas. Henrik po drugi strani menda ni bil najbolj očiščen, ko je prišel svoji mladi ženi, ampak vendarle, nekako sta shajala in rodili so se 4 otroci, ki so vsi doživeli normalno odraslo starost. Torej, to je bilo seveda najpomembnejše in pa seveda še drugo, sili je si roke imel, Francija je dobila ogromno kapitala in to je bilo seveda zelo dobro. Treba je povedati, da sta bila kralj in sili po poroki par mesecev, ko pes in mačka, namreč Henrik pač ni bil zadovoljen z ženo, po drugi strani je seveda Sili pa bil zelo zadovoljen z novo kraljico, ker je prinesla, kot smo rekli, doto. In to je tisto, kar je seveda bilo za finančnega ministra najbolj pomembno. In ko se je leta 1601 potem rodil prvi sin, prestolonaslednik, bodoči Ludvik 13., so bili vsi srečni. Henrik je bil zdaj na vrhuncu svoje moči, svojega slovesa. Ljudje so ga imeli neizmerno radi in iz tega časa izhaja tudi njegov sloviti izrek. Namreč Henrik se je zdaj podal v vojno, vojno za razširitev Francije, in seveda ljudje so to radi sprejeli. In preden da je odšel v vojno,
je silil rekel, ti skrbi za Francoze, za njihove želodce, namreč ne bom zadovoljen, dokler ne bo vsak Francoz imel ob nedeljah na mizi piščanca. Torej, vsaj ob nedeljah mora vsak slehernik v Franciji imeti meso na mizi. To se ni zgodilo, ampak vendarle treba je povedati, da med vsemi bourbonskimi vladarji je bil, pa morda celo francoskimi, je bil Henrik IV. Res človek, ki je skrbel za svoje podanike. Res ga je skrbelo za to, da bodo dobro jedli, zdravo jedli. Imel vse svojo računico, močni fantje za vojsko, dekleta, ki bodo zdrave otroke rojevala, vse to je bilo v tej zgodbi. Tukaj imate zemljevid, kako se je Francija širila pod Bourboni. Torej, v času Henrika se seveda priključi to območje, kasneje seveda še nekatera druga. Torej, največ seveda Franciji priključi Ludvik XIV, potem pa Ludvik XV. O tem bomo še govorili. Torej, Francija je bila zdaj dovolj bogata in seveda dovolj močna, da se je lahko lotila vojne in to osvajalne vojne. Pri tem je seveda Henrik imel pred očmi zelo, zelo staro francosko željo, torej streti moč Habsburžanov, kar je želel storiti v povezavi z ostalimi protestanti. Pravim, ostalimi protestanti. Henrik je bil po srcu in duši še vedno protestant, to ni nobenega dvoma, formalno pa jasno, katoličan. Poglejte, tukaj ga vidimo kot Zeusa, avtor tega kipa je Giambologna, torej sloviti kipar iz Firenc. Treba je povedati, da z Marijo Medičejsko dobi Francija fejst veliko injekcijo tudi na področju umetnosti. Nekateri francoski umetniki pridejo v Italijo, v Firence, Rim, kasneje še toliko več. Po drugi strani pa seveda tudi florentinski umetniki delajo za Henrika. Giambologna, Taka in še nekateri drugi so delali kipe doma v Firencah in jih potem pošiljali Henriku. Najslavnejši med vsemi temi kipi je tale, ki ga je Taka ulil po modelu od Giambologne. In seveda gre za kip, ki danes stoji na Novem mostu v Parizu, Pont Neuf. Če ste kaj po Parizu hodili, to je tam blizu tega otoka Ile de la Cité in vidite, gre za veličastno delo. Morate vedeti, čisto enostavno, v tistem času v Evropi ni bilo umetnikov, ki bi znali kaj takega narediti, razen Florentinci. Tako nas ne preseneča, da je recimo ta isti kipar naredil tudi dva kipa v Firencah. Če ste bili, smo bili tam, nekateri skupaj ste jih videli, pa v Madridu sta dva kipa od teh umetnikov in tudi v Parizu stojita. Ta je sicer obnovljen, med francosko revolucijo so ga fejst poškodovali, ampak danes je taka, da seveda si lahko predstavljamo, da je bil Henrik zadovoljen z njim. Namreč kot antični vladar z lovorovim vencem na glavi in pa seveda z to maršalsko palico ozaljšano z lilijami. Torej, tukajle imamo pa eno zelo, zelo slavno zgodbo, namreč sprejem veleposlanika. Torej, Španija je bila seveda še vedno prva sila v Evropi, torej glavna sila, ki je pa počasi pešala. Španija vsake toliko let razglasila bankrot, ker pač ni zmogla plačevati svojih zadolžitev v tujini. In seveda španski veleposlanik je bil tako po načelu najpomembnejši med vsemi veleposlaniki na francoskem dvoru. In tule seveda lahko vidimo
Na kak način je kralj sprejel tega veleposlanika? Veleposlanik je prišel z vsem rompom in pompom, ceremonialom, mi pa tu vidimo kraljevo družino v pravzaprav najbolj intimni možni podobi, torej kraljica sedi na stolu, ena od njenih hčera zraven, kralj Henrik se pa valja po tleh z svojima dvema sinovoma, z Ludvikom in pa Gastonom. Ludvik jaha svojega očeta Hikoniček, ko to poznate, to zadevo. Težko si predstavljamo kralja v tej vlogi, zdaj pa da je kralj v tej vlogi še pa veleposlanika, najpomembnejše evropske velesile sprejel, si pa lahko mislite, kaj je to za Špance pomenilo. Torej, da je Henriku čisto vseeno za njih. Torej, Henrik je bil prepričan v moč Francije in seveda je vedel, da je Francija tista, ki bo na dolgi rok Španijo premagala, Španiji zavladala. To se je zgodilo, Henrikovi potomci še danes sedijo na španskem prestolu in seveda je pa ta dogodek pač zanimiv tudi zaradi tega, ker vidimo, da je bil Henrik dober oče, konec koncev oče kot vsak, kronan ali ne kronan, se je igral s svojimi otroci. Leta 1610 se je Henrik odločil za pomembno potezo. Odločil se je, da bo povezal Evropo v boju proti Španiji. In se je v ta namen povezal z Anglijo, ki je takrat vlada kralj Jakob I, pa z Nizozemsko, pa z Švico, pa skandinavskimi deželami, torej z enim izrazom protestantskimi deželami, in v ta namen seveda je zdaj bila potreba, da kralj uredi vprašanje nasledstva. Torej, zanimivo je, da je Henrik, seveda imel je dva sina, ampak ker sta bila oba dva mladoletna, prestolonaslednik Ludvik, ki ga tukaj le vidimo, je bil tedaj star 9 let, torej se je odločil, da bo vendarle regentske posle predal svoji ženi. Marija Medičejska iz kraljevih rok prejema kroglo, modro kroglo, posejano z lilijami. Sliki se reče predaja regentstva, torej Henrika s dejanjem simbolično predaja vladne posle svoji ženi, ki si je to seveda zelo, zelo želela. Namreč Marija je bila prepričana, da je velika, velika strokovnjakinja na področju politike, diplomacije, kar bomo videli seveda, da ni bila. Ampak pustimo, ona si je to mislila. Henrik velike izbire ni imel, rekel je, a bom ženi popustil, ali mi bo pa probleme delala, ko me ne bo. Torej, je zbral manjše zlo in ji predal regentstvo. Vidimo njunega sina, kako gleda mamo zdaj kot tisto, ki jo bo treba zdaj poslušati, doslej je bil ata tisti, in seveda Rubens to naredi z eno tako veliko mero, bomo rekli, dostojanstva. Torej, če pogledate kraljico, njuna izmenjava pogledov, torej Henrik in pa Marija, kaže na dva enakovredna človeka. Pa seveda ni bilo tako. Torej, ne samo po položaju, pač pa čisto dejstvo, kar se tiče umskega bogatstva, je bil Henrik seveda daleč pred svojo ženo. No, sledila je pa še ena velika ceremonija. Torej, Henrik je dal svojo ženo okronati za kraljico. Namreč Marija
je bila s Henrikom poročena dvakrat, najprej v Firencah, pa potem v Lyonu. In je bila kraljica, ni pa bila okronana. In je zdaj sitnarila na vse načine, da naj še seveda jo okronajo. Namreč Francija je imela tudi krono namenjeno za kronanje kraljic in to je seveda bilo pač zdaj izvršeno. In tukaj le vidimo spet veličastno Rubensovo sliko, spet približno v naravni velikosti jo lahko gledate, na srečo imamo tukaj tako veliko platno in lahko vidite, tule imamo Henrika, ki z ene lože ven spremlja ta dogodek in pa potem kardinale zbrane okrog remškega nadškofa, ki krona Marijo za kraljico. Zraven sin, prestolonaslednik, torej bodoči Ludvik 13. To kronanje je bilo nekaj posebnega. Namreč ni bilo v Remsu, tam, kjer so kralje kronali, pač pa v baziliki Saint-Denis, ki smo jo danes že omenili, torej tam, kjer so kralje pokopavali. In na nek način, seveda kasneje, po bitki so vsi generali, so ljudje seveda rekli, takoj smo vedeli, da bo nekaj narobe, ker ta cerkev pač ni tista, kjer bi se kronalo. Tu se pokoplje ljudi, ne pa se jih krona. In posledično seveda so bili kasneje vsi zelo pametni. Ko je Henrik seveda kmalu potem umrl, bomo videli. No, na tej sliki imamo pa še eno osebo, ki jo moramo omeniti, to je pa Henrikova prva žena, kraljica Margot. Lahko vidite, da ima zelo podobno krono kot pa njena sorodnica in naslednica. Torej, tukaj imamo eno kronanje in dve kraljici. Zelo taka nenavadna situacija, ampak vendarle zelo zanimiva. In kaže seveda, da sta se Margareta in Henrik v tem času odlično razumela. Poglejte, nekaj dni po kronanju naj bi Henrik seveda odšel na vojno. Ko se je peljal skozi Pariz, so nanj izvršili atentat. Tukaj vidimo moškega, tule pisal se je Roubilliac, ki je Henrika, ki je bil v vozu, brez kakih posebnih varnostnikov okrog, ki ga je zabodel. Torej, 21 let potem, ko je na tako rekoč identičen način umrl Henrik III., je zdaj umrl tudi Henrik IV. Henrika so sicer odpeljali v Louvre, kjer je pa izdihnil. Pisalo se leto 1610 in ta umor, atentat, ne moramo reči drugače, je seveda zaključil ne samo njegovo življenje in vlado, pač pa tudi neko politiko. Politiko, ki je seveda bila usmerjena v veličino Francije, ne da bi seveda pri tem bilo treba paziti, na kateri strani, verski strani je seveda kralj. Torej, Henrik, formalno katoličan, se je seveda povezoval s protestanti v škodo katoliških Habsburžanov. Mnogi so trdili, da je seveda v ozadju tega atentata kraljica Marija, namreč njena mama je bila Habsburžanka, Marija je bila strogo katoliška in je tako, bomo videli, tudi vzgojila potem njunega sina. In vse skupaj je imelo pridih neke težke zarote. Eni so pravili, da so Španci tega Roubilliaca podkupili, drugi so spet druge naštevali. Dejstvo je bilo, da je Francija ostala brez enega izjemno dobrega vladarja. Z novim kraljem, Ludvikom
XIII., tukaj ga lahko vidimo, ki seveda je bil ob očetovi smrti še ne 10 let star, in pa regentkinjo, ki je bila vse prej kot sposobna. Za Francijo je nastopilo obdobje neke velike preizkušnje. Je pa seveda za razliko od časov pred 21 leti, ko je umrl zadnji Valois, Henrik vendarle poskrbel za nasledstvo. Tukaj lahko vidimo 4 njegove otroke, 2 hčerki in 2 sina. Ludvika, Izabelo, Gastona, fantje so bili takrat do 7. leta v istih oblekcah kot punčke, in pa Henrieto Marijo, tule čisto zadaj v zibki. Vsi otroci so odrasli, vsi so se poročili in vsi so imeli potomce. Torej, za preživetje Kapetingov in pa Bourbonov je seveda vse skupaj bilo še kako zelo pomembno. Tukaj lahko vidimo spet Rubensa, apoteoza Henrika IV. Tukaj vidite Zeusa, Kronosa, kako Henrika dvigujeta na Olimp v nebesa, tu spodaj vidimo objokano Venero in tukaj seveda Minervo, kako to kroglo z lilijami daje v roki vdovi Mariji Medičejski, ki sprejema z vso dolžno spoštljivostjo to kroglo. Dejstvo je, da se je Marija zelo želela oblasti. Henrik, smo rekli, zapusti 4 otroke. Ludvika XIII. Vidimo tukaj na Pobursovi sliki, novega kralja. Mi bomo o Ludviku XIII. In njegovi dobi govorili naslednjič. Vsekakor zelo zakomplicirana osebnost, ki pa je imel srečo. Namreč srečo, da je seveda ob njem takrat živel eden največjih državnikov v zgodovini Francije in ki je pomagal, da je kralj zelo uspešno vladal v Franciji. Ludvik Pravični so mu imenovali. Njegova mlajša sestra, druga po rodu, Izabela Francoska, se je poročila v Španijo, španskim kraljem Filipom IV. Zelo lep zakon, imela sta številne otroke, vendar so vsi umrli preden, da bi sedli na prestol. Tole čudovito sliko je Velázquez naslikal. Gaston je bil troublemaker, bi rekli. Ves čas je delal probleme Franciji, svojemu bratu in pa samemu sebi. Je bil pa zelo zvest zakonski mož, eden najbolj zvestih med Bourboni, poročen z eno lorensko princeso. No, in pa seveda še najmlajša hči, Henrieta Marija, poročila se z Karlom I. angleškim, postala je mati Karla II. Angleškega in seveda doživela marsikako krivico, je pa seveda s to poroko bourbonsko kri prenesla v Anglijo. In glejte, njen sin, nima sicer veze zdaj s Francijo, ampak da zaključimo, bom rekel, v malo bolj sodobnih vodah, je imel, torej Karl II. Je imel ogromno izvenzakonskih otrok in nobenega zakonskega. Zakaj to omenjam? Kot veste, v Angliji imamo spet Karla, torej po več kot 280 letih je zdaj Karl III. Ampak veste, v čem je hec? Karl III. Ni potomec Henriete Marije, ni potomec Henrika IV. In seveda Karla II. Je pa potomka bila njegova prva žena in je potomka zdajšnja žena. Diana in Kamila sta pa
potomki Henrika IV. Francoskega. Torej, to je nekaj, mi smo o tem govorili pri celjskih grofih, in zdaj imamo spet isto zgodbo, kako pravzaprav se to zelo zanimivo razvije. Takole, mi smo Henrika IV. Pokopali, ampak kot je v monarhijah normalno, kralj je mrtev, naj živi novi kralj. Ludvik 13. naslednji teden. Hvala lepa.